Tretja pripravljalna tekma se je izkazala za najmočnejšo doslej. Dvoboj slovenskega in madžarskega prvaka Maribora in Videotona se je na koncu končal z remijem 2:2. Še pred tekmo pa uradna predstavitev novinca v Ljudskem vrtu. Rodrigo Defendi je okrepil obrambno vrsto slovenskega prvaka in pojasnil, da se zaveda, v kakšno sredino je prišel. Quando ho saputo che venivo a giocare qua, ho cercato su internet le informazioni, ho saputo che questa è la squadra che ha vinto di più il campionato. Abbiamo una squadra mix dei giovani e i più grandi. Ho saputo che abbiamo una grandissima squadra. Hteli smo okrepiti obrambo v tistem delu, centralnem delu, kjer je smatra trener, da je bila okrepitev več kot nujna. Vse preko lahko je igralce prepričati, seveda igralce, ki imajo v svoji nogometni zgodovini kar nekaj izkušenj iz dosti večjih lig kot Slovenska, da pride v Slovenijo. Na koncu smo se odločili za Rodriga, ki je z veseljem sprejel to ponudbo. Defendija v kadru za dvoboj z Videotonom še ni bilo, prav tako ne Derviševića, Cotmana, Jankovića in pa Palčiča. Ponovno je Kruno Jurčič imel v načrtu dvema enajstericama dati pa polčas. Bolje so tekmo začeli Madžari, ki so v 11. minuti poizkusili strelom daleč Fečešin. V 20. minuti nov poizkus dvakrat na mestu Handanović, najprej Fečešin, potem pa še Geresi. Mariborčani so bili prvič nevarni pred vratarjem Kovačikom v 23. minuti, ko je Mendy prišel do soočenja, toda ni meril natančno. Le 4 minute kasneje pa vodstvo. Madžari so strel Santija najprej blokirali, toda Ibrahimi se je znašel v pravem trenutku na pravem mestu in samo podaljšal pred noge Mendyju, ki je dosegel enega najlažjih golov v svoji karieri. Ob koncu polčasa pa novo razburjenje. Najprej v 43. minuti, najprej poskus Madžarov, Juhaš je podal predgol, Simon pa z glavo meril nenatančno. Potem pa nerazumljiva odločitev glavnega sodnika Borošaka, ki je dvoboj med Fečešinom in Šmejem označil kot prekršek mariborskega branilca. Izključitev Šmeja je pomenila, da so celoten drugi polčas Mariborčani odigrali z igralcem manj. S tem je padla v vodo tudi ideja Krune Jurčiča, da bi zamenjal vseh 11. Aleš Mertelj je prvi del drugega polčasa tako preživel na desnem bočnem položaju. Madžari pa so številčno prednost hitro izkoristili. Takoj v prvi minuti drugega polčasa po podaji z leve strani na pravem mestu z glavo Fečešin. Le nekaj minut po izenačenju pa vodstvo. Rajčevićevo posredovanje nad Haraštijem je sodnik Borošak označil za kazenski strel. Z bele točke pa je bil natančen Istvan Kovač. Toda utrujena mariborska zasedba je vendarle našla še dovolj energije za izenačenje, Viler, Rahmanović in Tavares z akcijo tekme.
Zadnji poizkus Rahmanovića v 77 minuti z razdalje je gostujoči vratar ubranil in končalo se na koncu z neodločenih 2-2. Naslednja tekma bo prihodnji teden dvoboj z avstrijskim drugoligašem Kapfenbergom.